Živijo, sva Andraž in Davor iz Sweet Tech TV in danes imamo za vas nekaj novega iz sveta telefonije. In sicer je bil Harvey Norman tako prijazen, da nam je posodil pametni telefon Oppo Find X2 Lite, ki je dejansko eden izmed prvih telefonov te znamke, ki se prodajajo v katerikoli slovenski prodajalni. Ker je Oppo čist nov na našem trgu in so tudi fana te znamke, sva se odločila, da vam bo tudi to samo podjetje malo bolj predstavila, tako da tega videa res ne smete zamuditi. Hvala še enkrat Harvey Normanu za vso pomoč in podporo, res cenva, da nam tudi kakšno večje podjetje pomaga pri ustvarjanju vsebine za najin kanal. Kljub temu pa ven, kot tudi ponavad, zagotavljava, da to, da so dobila ta telefon od njih, nič ne bo vplivalo na najino ceno tega telefona, je še zmeraj objektivna in za njo nisva čisto nič plačana. Če vam bo pa video všeč, tako kot zmeraj, ga prosim všečkate, naročite se na tale najin YouTube kanal in naj jo spremljate na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa TikToku. Vidim, da smo res posod. V najinih prejšnjih videih o Huaweiu sva že večkrat rekla, da bodo zaradi ameriških sankcij zoper njega njegovo mesto na trgu probali zavzeti drugi proizvajalci. In ja, vsi ste verjetno že slišali za Samsung, za Apple, pa tudi Xiaomi je v Sloveniji že kar uveljavljen. Malo manj vas je pa verjetno slišali za Oppo, ki je sicer zelo prisoten na trgih v Aziji, tukaj pa je še dosti neznan. Tako da preden začnemo govoriti od njihovega telefona Find X2 Lite, si najprej na hitro pogledamo podjetje, ki ga je naredilo. Ja, Oppo je v bistvu podjetje znotraj holdinga BBK Electronics. Gre za povezane gospodarske družbe, poleg Oppa so pa v tem holdingu še firme, kot so recimo Vivo, Visul Mobile, Realme in pa IMOO, medtem ko je bolj znani OnePlus v bistvu hčerinska družba od Oppota. No, da si boste lažje predstavljali, kaj to pomeni, BBK Electronics je za Oppo to, kar je recimo Volkswagen Group za Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Škodo in ostale podobne. Sedež ima v mestu Dongguan v provinciji Guangdong, da sem prav povedal, ustanovili pa so ga že leta 1995. Tako da to podjetje ni nastalo glih pred kratkim, kar eni zmoten mislijo. Oppo je bilo sicer prvo podjetje, ki je nastalo znotraj holdinga. Registrirano je bilo že leta 2001, na trg pa je uradno prišlo leta 2004 kot Oppo Electronics Corp. In se je sprva ukvarjalo s proizvodnjo MP3, DVD in pa Blu-ray predvajalnikov. Kasneje so ime skrajšali samo na Oppo, da bi s tem privabili bojda mlajše potrošnike. No, na trg mobilnih telefonov so se spravili v letu 2008 in v 5 letih postali drugo najbolj dobičkonosno podjetje na Kitajskem, kjer so se ruvali tudi s podjetji, kot so ZTE, Lenovo, takrat še Alcatel, Xiaomi, Huawei in podobni. Oppo je kasneje tudi v ZDA v Kaliforniji vzpostavil pod znamko Oppo Digital, leta 2012 pa Oppo Real, ki se je leta 2018 preimenovala v Realme in postala samostojna znamka. Podjetje je postalo uspešno na Kitajskem zlasti zaradi svojih offline prodajaln, v letu 2020 pa so se mednarodno razširili. Podjetje je prav tako utrdilo svoj vpliv v državah, kot so Filipini, Mjanmar, Vietnam, Indonezija, Malezija, Bangladeš, Pakistan in pa zlasti v Indiji, kjer so prehiteli konkurenco s tem, da so ponudili premijske telefone po ugodnih cenah za lokalno prebivalstvo. Poleg tega pa so se tudi zavezali, da bodo preselili svoj del proizvodnje v okviru kampanje Naredimo v Indiji, ki jo vodi indijska vlada. Oppo je tudi ponosni sponzor indijske reprezentance za kriket in pa slavnega futbol kluba, ki je v večini skoraj najljubši futbol klub Barcelona. Širši javnosti je postal znan kot inovator motorizirane kamere na pametnem telefonu Oppo N3 iz leta 2014. Poleg tega pa OnePlus ponavad na svojih pametnih telefonih povzame dizajn iz Oppotovih telefonov in ga izpili, čeprav so OnePlus bolj popularni. Zdaj pa dost od korporacijskega prava, preden se Davorju zmiša tega. To zbrti domač. Dajmo se posvetiti Find X2 Lite, ki je bil na trg dan kot cenejša alternativa vrhunskemu, ampak dragemu Find X2 Pro,
ki sva ga tudi omenila v najmenjem videu o top telefonih iz leta 2020. Ja. Link bo tukaj gor pripet nekje. Tako je. Find X2 Lite je za tretjino cenejši od svojega brata. Pri Harvey Normanu ga dobite za 389,99 evra. In dobili boste res veliko za svoj denar. Veliko. Opove škatle so tradicionalno modre z zlatimi črkami, takole tukaj in hrapovo teksturo, ki pa tukaj ni toliko občutna, kot pri kakšnih bolj premijskih telefonih, recimo Find X2 Pro, noter v škatli, Oppo poleg samega telefona itak nizko paru in ven zraven da hiter polnilc VOOC Flash Charge 4.0, zraven napajalnega kabla, ki je tukaj le noter, boste dobili v bistvu tudi še silikonski uvitek. In pa tukaj le so noter tudi skrite slušalke, ki pa danes niso več toliko pogoste na pametnih telefonih. In tukaj Oppo iz ene strani dobi en velik palc gor, en velik live. Čeprav, ja, tele slušalke niso lih najbolj udobne, ampak so pa vse noter v škatli. Telefon je sicer kompakten in ima steklo spredi in zadaj, Gorilla Glass 5, če smo natančni. In ne, tukaj ni opcije za vegansko usnje, kot pri Find X2 Pro. Midva sva telefon dobila v črni barvi. Črni barvi. Malo se odbija tako. Ja. In zgleda zelo seksi, razen tega teksta tukaj na hrbtišču, ki bi ga lahko pač malo brskali. Find X2 Lite ne podpira dvojnih SIM kartic, poleg tega tudi ne morete razširiti prostora s spominsko kartico, tako da se morate zadovoljiti s teh 128 GB spomina, ki noter pridejo vgrajeni že. Telefon podpira 5G, tako da je odporen na prihodnost, vsaj za ene par let, če ni že glih povsem vodoodporen. Ampak par kapljic dežja ga recimo ne bi smel zmotiti. Za več o 5G pa pogledajte najne prejšnje videe, ki bo tudi pripet tukaj gor. Telefon ima recimo ploski Full HD AMOLED zaslon, čigar diagonala meri 16,27 cm, 60-hertznim osveževanjem vsebine. Tako da to ni lih po standardih leta 2021, ampak zato ceno nekako, vsaj jaz tega nisem pričakoval nekaj ful. Smer je pa dosti dober zaslon. Se pa vidi, da je brada oziroma tale spodnji del ekrana malo bolj debel, malo večji, ker ne gre za premijski telefon. Poleg tega na tej napravi ne boste našli stereo zvočnikov, je pa vsaj edini tisti zvočnik, ki je pač tukaj na dnu, dosti glasen. Kot sem že prej rekel, je oboje nekako pričakovano za telefon pod 500 evrov oziroma za 389, če smo natančni v Harveyjevih prodajalnicah. Find X2 Lite poganja procesor Snapdragon 765G. Ne gre za premijski procesor, ampak pač roko na srce. Midva niso opazila, da bi zaradi tega telefon kaj bolj počasno nalagal aplikacije. Tudi igre bi mogli načeloma tukaj gor gladko teči. Tudi ob pomoči 8 GB RAM-a, ki jih najdete na tem telefonu. Ta čip je precej energijsko učinkovit, zato tudi baterija, ki je kapacitete 4025 mAh, zdrži cel dan uporabe. Če pa vam štroma slučajno kljub temu zmanjka, pa vam bo hitri polnilc 30W VOOC Flash Charge 4.0 napolnil polovico baterije v samo 20 minutah, kar je dosti impresivno. I was like, it's happening. This is show business. Ker gre pa za Oppo telefon, je čez Androidni vmesnik nameščena koža ColorOS 7.0, ki ga nekateri obožujejo, drugi spet ne. Enako kot tudi velja recimo za MUI od Huawei-ja, MIUI od Xiaomija in pa One UI od Samsunga. Gre to za stvar preference, je pa vmesnik povsem uporaben, je res nekatere stvari v nastavitvah mogoče niso čisto logično pogrupirane in človeku vzame malo več časa, da se najde in navadi na te stvari. Kar pa cenimo pri tem telefonu, pa so nastavitve za zasebnost. Če na primer telefon date otroku in pa za igranje iger, ker ima poseben igričarski način. Poleg tega je uporabniški vmesnik neverjetno prilagodljiv, kar bi težko rekli za marsikatero drugo kožo, ki pride čez Androidni vmesnik. Še zadnja bistvena stvar so kamere. In opravka imamo s 4 objektivi.
Glavni objektiv je velikosti 48 megapikslov, dopolnjuje ga širokokotni objektiv velikosti 8 megapikslov, potem pa je še par globinskih senzorjev velikosti 2 megapikslov, od tega je eden izmed njiju monokromatičen, da se ga lahko uporabi pri dodajanju filtrov. Slike so drugače za ta cenovni rang dobre, z dobrim kontrastom, je pa res, da morate imeti kar dobro svetlobo, drugače se njihova kvaliteta dosti hitro poslabša. Uporabnikom tudi priporočava, da ne vklapljajo funkcije za poživitev barv na fotkah, ker telefon že sam po sebi naredi dosti nasičene fotografije, zato ni potrebe po tisti dodatni funkciji. Kljub temu naboru objektivov še zmeraj pogrešava tukaj le en telefoto objektiv za boljši zoom, ki se ga že da velikrat dobiti danes na telefonih v podobnem oziroma v tem cenovnem rangu. Tako da mogli se boste še vseeno dovoliti z digitalnim zoomom, digitalnim kropanjem v sam kader največ do 3-krat. 5-kratna povečava že ni več tako zelo priporočljiva, ker je kar malo popačeno vse skupaj. Aplikacija za kamero je pa sicer polna najrazličnejših načinov za videe, pa da se snemati v 4K s 30 fps in pa 1080p v 60 fps z kar v redu stabilizacijo. Objektive zaključi še selfie objektiv spredaj, ki je velikosti 32 megapikslov, dela dobre selfije, je pa res, da zelo zglanca kožo. Pa tudi če so vsi lepotni filtri izklopljeni, kar je verjetno posledica tega, da je telefon prvotno namenjen za vzhodnoazijske trge, kjer je gladka koža lepotni standard in je na veliko vključeno tudi na drugih pametnih telefonih. Ja, Xiaomi sploh. No, to je to v bistvu od tega telefona Oppo Find X2 Lite, tokrat so že rekla ta ime danes. Pa še več ste izvedeli o sami znamki Oppo. Mislila, recimo za ta telefon, da je čist solidna izbira za povprečnega kupca in bo več kot zadovoljen s tem telefonom. Nima vseh najnovejših funkcij, ampak jebat ga, če to lahko spregledate, boste dobili zelo dober telefon za manj kot 400 evrov. Če bi pa radi pogledali še malo naokrog v tem cenovnem razredu, pa za vas predlagam recimo OnePlus Nord, ki ga dela hčerinski OnePlus in za katerega še zmeraj nekako upava, da bi ga dobila nekoč v roke za testirati ali pa mogoče dvojka, ki bo prišla ven. Upanje umira zadnje. Kot je umrl najin današnji video. Še enkrat se lepo zahvaljujeva Harvey Normanu za sodelovanje, vi pa nama napišete spodaj v komentarjih, če ima kdo od vas za posoditi OnePlus Norda, da ga ocenva zdaj. Preden na obzorje pridejo nove 9-ke. Ostanite zdravi in se vidimo v naslednjem videu. Čau!